Gremo, en bar do konca, turbo. Kurva, mi bo samo to razfuka. Tale video je podprto od podjetja KissFun. Zdaj imajo božično akcijo na vse Windowse 10 in 11. Nakup je čist preprost, izberemo Windows, katerega želimo. Buy now, add to cart, view cart. Cena Windowsa je 34,55, ker ima zdaj božično akcijo, upišemo kodo ZT50. Apply discount in dobimo Windows ceneje, se pravi za slabih 17 evrov. Potem gremo na proceed to checkout, izpolnimo svoje podatke in dobimo Windows na mail. Kje ste folk, kva dogaja? Dino tle vse doja. Dobrodošli na današnji posnetek, danes bomo igrali Assetto Corsa. To je simulacija, to je malo jače kakor Forza Horizon. V bistvu v smislu tega, če hočeš spoznati avtomobile, naučiti se handling avtomobilov in dejansko dobiti največji približek dirkanju na dirkališčih. Sprav vedeti morate, da Assetto Corso in podobne igre igrajo vsi ta pravi dirkalci, ki so na F1, ki so na ralliju, se pravi na touring carsih, posod, kjer oni zares tekmujejo, vadijo na takih simulacijah, kot je Assetto Corsa. Kaj bom danes jaz pelil? Danes bom pelil Honda S2000 in sem si downloadil mod, se pravi ti lahko z neta dol dobiš avtomobile, katerekoli želiš in jih daš noter v igro in potem igraš svoj avto. Tukaj imamo zdaj standardno, moja je taka, se pravi standardno verzijo, ki ima 240 konjev, 220 Nm na mora, 235 ima končne in 0 od 100 ima 6,1 sekunde. Se pravi, pa imamo pa verzijo turbo, ta je pa navita, tam pa 500 konjev, 500 Nm, pa ima 3,9 do 100. Yo, prijatu, tole je moj šov. Ok, folk, tole je zdajle turbo S2000 in zdaj bomo šli en krog s tole S-ko, ki je malo bolj navita, kot je ona originalna. To je z leve strani, kot vidite, ima dejansko trdo streho, zaden spoiler, felt največje. Tudi avspuh ima zamenjan. Sam pri tej, v bistvu, Hondici lahko štelaš turbo. Zdaj dal turbo na 0 in bomo šli od začetka, da vidimo dejansko, kako se ta avto obnaša. Ajde pa v easy gremo spelat. Pa počas za začetek. Da gremo v easy pogledati dejansko, kako se ta avto vozi. Zdaj, ta pogled je bolj za začetnike, če v bistvu začenjate, oziroma, ker sem jaz bil otrok, sem tako skozi vozil, ker sem rad vozil zadi pogled, ampak če hočete malo bolj profesionalno, vam priporočam saj tole, če ne pa moj najljubši pogled je pa tole, se pravi, tako kakor v realnem svetu. Pa gremo bolj v easy, da slišimo dejansko, se ta avto obnaša. Zdaj, ko je turbo izklopljen, je v bistvu zdajle se obnaša tako kot navaden avto. Morate v easy jati bolj, ker dejansko tukaj gremo 90, ampak ko ti voziš na pač Assetto Corsa, ti ne čutiš, da greš hiter, ker je spet to igrca, ne? To ni ta prav svet. Ajde pa gremo zdajle brez turbine. Prav ta avto zdajle smo četrti, nima nekega navora, sami motor, VTEC, se pravi dela svoje, obnaša se čistko normalno kot NA, se pravi Natural Aspirated, se pravi nima turbine, da bi not potiskal, kako bi rekel, mešanico goriva in zraka, tako da dejansko brez turba je ta avto čist bolj stok. Zdaj, če jaz pa tukaj tistam en gumb, se je v bistvu tale turbo pržge in že malo mu potiska 0,1 bar, prav not mešanice, že vidimo dejansko, da on gre dosti hitrej. Evo ga blokada, easy četrta, čist easy. Ja, malo manj govorim, zato da se malo fokusiram na vožnjo, da vam malo pokaže, kako to gre, ampak ja, veste, to morate vedeti, da v igrici ti še lahko pretiravaš. Na ta pravo življenju si jaz ne bi upal toliko tiščati, zakaj? Ker ta avto je raw avto, sprav ta avto nima nobenih pomagal, nima ASR-a, nima ESP-ja, nima nič, ima ABS, ampak za stabilizacijo vozila nima nič. In ko ti ta avto vzame zadek, ki ti zelo rado vzame zadek, ta avto se imenuje Happy Tail, potem si ga najebu, in če se enkrat zaletiš v ograjo na Nürburgringu, boš plačal kažut. Zakaj? Ker ti zavarovanje ne velja na dirkališčih in ker se ti zaletiš v ograjo, moraš plačati sam. Spravo, da se zaletiš, oni imajo to na meter. Ajde, malo pojačamo 20% turbo. Joj, kjer zvok. Včasih si mislim, oziroma mi reče, Dino, zakaj se ne daš avspuh? Pa si tako mislim, malo sem star za avspuh, ker se skozi dere avspuh. Meni se ne da to poslušati. Imam jaz VTEC in ko v bistvu grem v obrate, se moj avto začne dreti. Ko se vozim pa normalno, je pa čistih. Ampak gledam včasih tiste posnetke od tistih Turkov
si mislim, imel bi tudi jaz avspok, da malo poje. A ne, ampak pa me je hitro realnost udar. Dino, malo stister za to. Ajmo, tretja. Zdaj smo na meseci 20%, turbo. Pa da še malo, a zdaj ga že slišiš malo. Že turbo fila. Že turbo fila. Ajmo na 40%. Bremzi, bremzi, bremzi. Tukaj da ne bremzaš. Hitr si v ograji. Meni je najboljši pogled tale. Ne vem zakaj. Tako nekako mi daje občutek, kada sem v avtu. Veš, kako se avto že hitreje vrti. Zakaj? Ker ga turbo polnilnik polne, mu daje hrano. Gutaj, žderi, idi. In dejansko tako je, če ti daš turbo. Sam tako vam povedal, turbo v tem avtu je zelo nevarna zadeva, ne? Ker pač nima teh kontrol, kakor te ta novi avtomobili in te dejansko ne more rešiti. Če si pregrob na gasu v krivini, ti ta avto hitro vzame zadek in če nisi pro, če nimaš izkušenj, ga ni boga, da ga boš rešil. Ajmo, zdaj gremo že turbo na 50%, zdaj smo na 0,5 bara. In zdaj že čutiš, da tole bist, sprav ta zmaj, se prebuja. Zdaj bom jaz malo počas, viš, ne rabim šaltati niže, zakaj? Ker turbo že daje navor, vleče iz nizkih obratov, kar pri Hondah ni glih, kako bi rekel, znano, da imajo navor, ker delujejo pač na visoke obrate. Zakaj? Ker so to mehki motori, ker so to narejeni zato, da ti v bistvu lahko tudi šparaš na gorivu ali pa imaš racing motor. Sprav, če furaš do 6 ur obratov, ti ta avto pije 8 litrov, če pa nad 6 ur pa ti pije 12. Ajde, pojačam na 60% in dejansko imaš dva motorja v enem. Nakar, če imaš ti avto s turbo polnilnikom, ti avto žre skozi. Razen, če imaš full mehen motor, kot so te ta novi 1.3, 1.4, 1.5. Ajde, 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 vuci. Zdaj že šli smo turbo. Zdaj ga že malo pulam, zdaj že vleče on. Samo v to pravem življenju, če bi to hitro vozil, ej. Ajde, 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 vuci, vole. Če bi se to zgodilo v lifeu, ta pravimo lifeu, bi razbal avto totalko, Honda S2000 bi šla po gobe, plačal bi kasvina, zato mi igramo Assetto Corsa, ker si lahko to prvošmo, da ni štete. Po cesti pa vozimo normalno. Oh my god, a što je tis pri tej igrci? Če prepozem bremzaš, greš v ograjo, tako kot pri ta pravem avtu. In se pravi, ta igrca nisem gas, pa zavit levo. Res je, da to nimaš feelinga, ker ne vleče, ker ni G-sil pa tega. Ampak dejansko se moraš naučiti, da moraš bremzati, zmanjšati v krivino, če ne te bo igrca kaznovala. A veš, če grem prehiter, že on drsi, že drsi. A veš. Zdaj malo tih, zato da lahko spelja malo hitrej. Veš, zdaj že bežim ven. Ajde, ajde, ajde. Buci, malo turbo pojačamo na 70. Shit, škakle. 70%. Vidiš, on že pošre. Aj! Ne, ograja. Bum, pa je že šla halba. To je tis, kaj jaz govorim. Mehna linija je med obvladovanjem vozila in nesrečo. Samo te pravim življenju, to je itak strah, ker čutiš, ko greš hiter, pa si ne upaš toliko. Ampak ja, ko se ga nadrkaš, si pač bolj pogumen, bolj. Enkrat zihar narediš napako in ode vse v fino strinino. Ajmo zdajle. Turbo na 80%, zdaj ga pa že slišiš, kako motor že hrešti, kaj na pošast. Zdaj ga že fila, stari moj. Nežno. Ma kva nežna, stari, sam do jaja. Hop. Sil zadek. Začne vrteti zadnjem kolo, ker je preveč moči. Pa nima nobenega sistema, da bi ga dejansko bremzil. Hop, bremzi. Krivina. Ši, sem mislil, da bo za plesu, ni. Joj. Vitek turbo. Veš kaj fura pri teh avtomobilih, ko šaltaš na roko? Moraš biti majster, da vozaš. Ni to tukaj gor, dol, držiš volan z obema rokama. Ker sem gledal prej še en posnetek Sena iz leta 88, tam nekje, ki je Honda vozil, pa zdaj Max Verstappen, ki je vozil ta novo Hondo. Kjera razlika? Koliko je Sena moral več delati, da je dejansko dol ven iz tega avta? Dobesedno je vozil, cel avto samo z eno roko, gledaj, že pleše. Ujebote, ko mi sem ga rešil. Dobesedno moraš voziti ta avto
z eno roko, z drugo moraš pa šaltati, ker pred naših avtomobilih imaš sam to. A veš? Ajmo zdajle. Filaj ga. Ajde, 90 turbo, 100% turbo. Zdaj gremo pa do konca, da ga slišimo. A ga slišiš, ne? Kaj zdaj to? Zdaj pa en bar, full gas, 500 konjev. Ajmo, končna! Da vidimo, kako gre. A čutiš že navor, gledaj, koliko smo zdaj že. Gremo, en bar do konca, turbo. Kurva, mi bo samo to razfuka. 250, peta, gremo šesta, 206, 36, 56. Gremo! Opa! Idemo! Tole 280, stari, bo 281, pokazano navzgor. Do konca, da koliko je obnadljiv. Gremo, gas do konca. Bremzi. Oj, fuck! Aj! In jaz sem poginjo, stari. Dobesedno sem umrl. Zdajle pri 280, če bi bil v ograji, bi šel po gobe. Oh my god, stari moj. Mal potrobat, še sem živ, dobro je. Zadek mi takoj zapleše. Joj, če bi jaz znal vsaj driftat. Pred checkpointom. Jaz dal rikvrc. Ajde. Zašel. To je pa turbo. Bremzi, druga. Čakaj. Ročna mi sploh ne dela, jebem. Skaj mi ročna ne dela? Moram naštelat. Ja, kaj ne rečem? To je to, pokazal sem vam dejansko, kako se Assetto Corsa voz. Glej, če imate radi avtomobile, zapozim, tole je majka, stari. Vsak sebi izbere, kjer avto si želi, se fura, downloada si mode, uživaš. To je to. Hvala za ogled, dajte en like, stisnite koment, ful mi pomeni, pa subscribite se. Videl sem, da več kot 50% folka gleda brez da je naročen. Jaz grem pa malo derkat naprej, ker tole je brutalno, stari. VTEC turbo! Opa! Idemo! Daj!